Torej, gospod Trk, ali mislite, da vam je uspelo prepričanje morda? Upam. Jaz sem se trudil in po izrazih na obrazih sodeč, mislim, da so ljudje lepo sprejemali moje nastope. Vas je vaš kolega dr. Jambrek malo presenetil, ali ste pričakovali tak intermezzo? No, kolega Jambrek je povedal, da se poznava že dolga desetletja. Kako naj bi me presenetil? Gospod Tirk, zdaj pa eno hazardesko vprašanje. A lahko mi poveste rezultat približni, ki mislite, da bo v nedeljo? Nikakor ne vem in ne morem. Bomo vsem optimistom, ampak ne morem napovedovati števil. Hvala. Torej, gospod Petrle, tole soočenje pri zborovcih, rečemo temu, se vam zdi, da je bila razprava v bistvu o kakšni drugi temi, ki še ni bila odprta, ker meni osebno resno se mi zdi, da ni bilo tega. Če je bila kakšna druga tema, ki še ni bila odprta? Ki še ni bila odprta v vsej tej kampanji. Ja, mogoče je bila kakšna tema odprta na drugačen način ali bolj poglobljen način, tudi tisto je zanimivo slišati. Kako sta oba, se pravi Jambrek in Tirk, doživljala tiste čase, to bo mogoče za koga zanimivo. V nekaterih vprašanjih ni bilo nadaljevanje, jaz mislim, da je bilo dobro, da je tudi v tem krogu do soočenja vprašanja. Drugo, bi pa vseeno prosil še za pod vprašanje v tem, oziroma morda tudi tretje vprašanje. Se vam zdi, da ste bili dovolj prepričljivi za ljudi, ki v bistvu na nek način so že prepričani v to, da bojo verjetno volili vas danes na tem zboru? No, po Odmevih sodeč sem bil prepričljiv. In seveda tretje, mi lahko poveste malo hazardersko, kakšen rezultat mislite, da bo v nedeljo, če vzamete samo 100% in razdelite na dva dela? Tesen rezultat z rahlim plusom zame. Hvala.